Prose, you can write. Prose, he can write. Prose, even I can write. But God writes poetry through you, through him, and even through me. Poetry is the shortcut to reach the subtle but tangible goal of goals, delight infinite. Dober večer, drage gledalke in dragi gledalci. V oddaji Meditacija z Anando. Kot ste videli v prispevku, bi danes nekaj povedal o poeziji, oziroma bi se prej dotaknil ene druge tematike, ki je malo povezana s tem, in to so jeziki. Poezijo lahko beremo v različnih jezikih in vsak jezik ima svojo vibracijo, svojo moč. Zato, ker je jezik zvok, ker zvok ima vibracijo, zato tudi jezik ima vibracijo. Ker jezik ni nič drugega kot zvok. Naprimer, če slišite, ko ptički pojejo ali ko kapljice dežja padajo, je to prijeten zvok, ki vas pomiri. Če slišite strelo, ni glih tako, vas je malo strah. Če nekdo je do vas prijazen in lepo govori, se prijetno počutite. Če vpije, se ne počutite prijetno. In obstajajo razni mili zvoki, ki vplivajo pozitivno na nas. Obstajajo tudi nekateri drugi zvoki, naprimer glasbe, pri tako imenovanih grozljivkah, ki ne vplivajo lepo. Isto tako, zvok ima svojo vibracijo, in tudi jezik, različni jeziki, evropski, svetovni, imajo svojo vibracijo. Kaj je vibracija? Vibracija je višina ali nižina zavesti. Moj učitelj Šri Chinmoy je bil iz Indije, konkretno iz Bengalije. Ne samo zato, ker je moj učitelj bil iz Bengalije, da je meni bengalski eden od par deset uradnih jezikov Indije. Ampak v bistvu, ne vem, če ste slišali, Rabindranath Tagore, ne samo indijski, ampak svetovni pesnik, je iz Bengalije. Potem mnogi duhovni učitelji, mogoče vam neznani, tisti, ki se ukvarjate z meditacijo, so vam bolj znani, kot Sri Aurobindo, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, pač to je nekaj znanih, Swami Yogananda, so vsi iz Bengalije. Tako da Bengalija je, naprimer, pač nekaj nevezano za to, moja najljubša žival v otroštvu, oziroma zver, če tako rečem, je bengalski tiger. Tako da, mogoče sem v prejšnjem življenju nekaj počel v Bengaliji, ne vem, kaj pa vem. In moram reči, bengalski jezik, ki je seveda ima korenine v sanskrtskem jeziku, ima zelo visoko vibracijo. Zato tudi, če greste v Indijo, in če vprašate, Indija je večja od Evrope, je pa država, ni kontinent. In če vprašate bilo koga v bilo katerem delu Indije,
3000 km, 2000 km stran od Bengalije, kje najlepše pojejo, kje so najboljši poeti, umetnost, bodo, če so iskreni, bodo vsi rekli v Bengaliji. Tako da pesmi v bengalščini in pa nekateri, ne samo pesmi, jezik kot tak, pesmi, aforizmi, poezija, ki bom danes bral v bengalščini, ima zelo visoko vibracijo. Tako da, če vprašate mene, bengalski jezik ima eno od najvišjih, če ne najvišjo vibracijo od vseh jezikov. Potem, če smo pri evropskih jezikih, zelo visoko vibracijo. Vibracija pomeni višina zavesti. V določenem jeziku lahko date več, kakor pa v drugem jeziku. Več skozi poezijo, več skozi pesmi. Drugi, en evropski jezik, ki ima visoko vibracijo, je italijanski jezik. Ogromna razlika je med italijanskim in španskim jezikom. Čeprav sta si pogovorno blizu, ampak ko govorim o vibraciji jezika, sta, skoraj kot nebo in zemlja. Čeprav tudi španski jezik, seveda, vsak jezik ima svoje pozitivnosti, vsak pozitivne lastnosti. Ampak, en evropski jezik, ki nosi visoko vibracijo, je italijanski jezik. Tudi v slovenščini ne smemo zanemariti slovenskega jezika. Čeprav slovenski jezik ni moj materni jezik. Moj materni jezik je srbski. Ampak jaz seveda spoštujem, ker tukaj živim več kot 3-4 desetletja. Star sem 48 let. Sem že starček, kakor vidite. Bom rekel, da si po eni strani lastim svoj jezik, slovenski jezik, kakor svoj. Ker pravim, tukaj sem hodil v vrtec, v osnovno šolo, v srednjo šolo in tako naprej. Zato pač tudi čutim pač nekako povezanost s tem jezikom. In mnoge visoke, vzvišene besede, naprimer posebej od Prešerna, so napisane, ki imajo visoko vibracijo, visoko zavest. In bom rekel, mantre, molitve ali poezija, aforizmi niso monopol določenega jezika. Ne. V slovenščini imamo lepe aforizme, lepo poezijo in lepe pesmi. Tukaj mislim predvsem na, ne mislim na nobene pop pesmi, house ali karkoli, ampak na predvsem pač poezijo in pesmi izpostavil bi Prešerna, zdaj in pa so tudi, jaz pač ne poznam toliko, ampak definitivno so tudi drugi slovenski pisatelji in poeti, pač, ki so pisali v slovenskem jeziku in njihove besede in vibracija slovenskega jezika nam definitivno lahko pomaga. Tako da, naprimer v angleščini tudi, angleščina ima zelo visoko vibracijo, ne ameriška angleščina, ampak angleška angleščina, iz Anglije je velika razlika. Ima angleška angleščina, Oxford English, naprimer, ima zelo višjo vibracijo, kakor pa ameriška angleščina. Jaz govorim tukaj o duhovnosti, jaz ne govorim kakor nek poznavalec jezikov in tako naprej. Jaz govorim 3 jezike v bistvu, ne več. In govorim iz perspektive duhovnosti. Tako da poezija. Kakor ste slišali na začetku mojega učitelja, bi še jaz ponovil. Lahko pišemo ali prozo
ali aforizme, ali poezijo, ali lahko je knjiga napisana, so pač notri vprašanja, odgovori in tako naprej. Proza, vsi veste, najbrž kaj je, ne, pač opisovanje, bom rekel, informacije, razlaganje in tako naprej, ne. Razlaganje, informacije, pač, ABC, bom rekel, določene tematike, ne. Aforizmi so na malo višji ravni kot proza in potem na najvišji ravni je poezija. Poezija lahko prihaja iz dveh svetov. En svet je svet imaginacije, drug svet je svet duše, svet božanskega. In prava poezija, poezija iz, bom kar rekel, prava poezija, poezija, ki se dotakne našega srca, prihaja edino iz duše. Prozo lahko piše, kot je rekel moj učitelj, vsak, skoraj vsak. Aforizme mogoče tudi, ampak poezijo iz najvišje perspektive lahko ustvari edino božansko, edino Bog skozi nas. In mi smo inštrumenti, ki potem to napišemo na papir. Ne? Tako da poezija, ki so jo nekateri pisali iz imaginarnega sveta, ki razmišljajo, to ni tako visoka. Ta poezija nam ne more ponuditi v bistvu miru, ker poezija, ki so jo napisali duhovni učitelji, ki je božanska poezija, ko jo beremo, gremo v meditacijo. Jaz na začetku, veste, sem vam govoril, vi, ki me poznate, sem imel anksiozne težave. In jaz nisem mogel kar tako meditirati, ne, ker pač je bilo malo težje zame s temi anksioznimi težavami, ampak jaz sem skozi meditacijo jaz sem v meditacijo šel skozi poezijo, skozi branje aforizmov, skozi petje, pesmi. Sem šel v globoko stanje zavesti. In potem, ko je z milostjo mojega učitelja, z božansko milostjo, ko so te anksiozne težave, kakor jih je poplava odnesla po 4 letih, kar je čudež. Ker jaz res ne poznam nobenega, da bi bil skupek tak težav, kot sem bil jaz, anksioznost, strah, socialna anksioznost, od 1 do 30, 30 številka, ali pa od 1 do 100, 100, strah, od 1 do 100, 100, bom rekel, paraliza, glavobol, vsak dan, 3 leta, dihati nisem mogel, skratka. Ne? In da take težave, brez obiska psihiatra, brez kakršnekoli tablete, da grejo stran, v bistvu po 3-4 letih meditacije, bivanja pri mojem učitelju, to je absolutno čudež. No in potem, kasneje, pač, ko so te težave šle stran, potem sem jaz pač lahko tudi se usedel in tako kot zdaj, naprimer, brez da bi karkoli bral, brez da bi poslušal glasbo, brez da bi pel, enostavno umiril svoj in šel globoko, globoko, globoko v sebe, kar tudi danes počnem. Tako da proza, tudi proza, Na začetku duhovne poti je proza zelo pomembna, ker rabite informacije, rabite bazo, da sploh veste, kaj je duhovnost. Mnogi mislijo, da vejo, kaj je duhovnost. Potrebno je prebrati ne eno knjigo, kar nekaj knjig in potem imeti nekaj izkušnje. Same knjige niso nič, je teorija. Ne? Branje proze je že izkušnja. Ne? Ker kot sem vam že rekel v prejšnjih videoposnetkih, branje poezije. Branje poezije je že izkušnja, ker se poistovetimo za visoko zavestjo poezije in pa poeta. Ne? Tako da poezijo ne more pisati vsak, kot sem rekel. Ne? Ta imaginarna poezija, ki jo imamo, imaginarna poezija, ki jo imamo v raznih rock tekstih, pop tekstih, se ne da primerjati z dušno, božjo poezijo, ki prihaja iz globine srca in ki sploh mi nismo avtorji. Mi smo enostavno inštrument. Mi smo kot violina. Violina
daje svoj zvok, ampak nekdo igra na njej. Isto tako, mi smo inštrument, skozi katerega Bog, ali ta pač, če ne marate besede Bog, vesolje, univerzum, ustvarja to poezijo. Ne? Tako da v bistvu in pomembno, kdo piše, to sem vam tudi rekel v prejšnjih svojih videih, v svojih oddajah, pomembno je, kdo piše prozo, kdo piše aforizme, kdo piše poezijo. Ne? Ker kakšno zavest ima ta, ki piše, ne? Njegova zavest je neločljiva z njegovo ustvarjalnostjo. Ne? Če njegova zavest prihaja iz božanskega in on pusti, bom rekel, na list papirja, ustvari eno poezijo, potem ta poezija je neločljiva z božanskim. Ne? Če pa nekdo piše poezijo, nekdo, ki ne vem, si nekaj izmišlja ali imaginira, in pa ne bom rekel, nek nemoralen človek, ali če piše poezijo, potem tudi če poezija se sliši še tako, bom rekel, lepo, ne moremo nič dobiti od nje. Ker ko beremo, ne samo, da dobimo informacijo proze, aforizmov, poezije, ampak dobimo tudi zavest. To si zapomnite. Kadarkoli kaj berete, se poistovetite z avtorjem tega, ki je napisal. Zato, ko berete duhovne knjige, berite knjige, ki so jih napisali samospoznani učitelji. Ne berite knjige od Dicka, Harryja, Pearla in tako naprej. Mislim, tako malo, če se pohecam, ampak večina knjig, ki so napisani posebej o jogi, o duhovnosti, da ne govorim o kundalini jogi, o čakrah, so, bom rekel, skup enih, bom rekel, od tam vzetih stvari in nekih, bom rekel, samo svojih. Ne? Vse samo svojih je že v redu, ampak če to svoje prihaja od tu, od znotraj, ali pa od samospoznanega učitelja. Tako da svetujem vam, da berete knjige, ki so jih napisali samorealizirani, uresničeni učitelji. Ker če nekdo samorealiziran, uresničen, potem on živi konstantno, spontano in stalno življenje duše. Kar on ustvari, kar on nariše, je kot bi božansko narisalo. Ne kot bi, ampak je to božansko narisalo. Ker on živi, kaj je rekel Jezus? Jezus je rekel, jaz in moj oče sva eno. Ampak, seveda, Jezus je bil dršitelj, ampak ni edini. Ker če bi bil edini, potem bi bil Bog omejen. Jaz sem prišel 2000 let nazaj in več pa ne morem priti. Zdaj pa spet ne. Ampak Bog lahko pride kadarkoli. Zakaj? Bog lahko pride v obliki enega človeka, ki ga poznate, ki ga ne poznate, v obliki kužka, tigra, metuljčka, da vam nekaj sporoči. Ker a ni Bog vse prisoten, vse vedoč in vse mogoč? Če Bog ne more vzeti več oblik, razen ene, potem mu ne moremo reči, da je vse mogoč. Če Bog vse mogoč, on je absolutno vse mogoč. Tako da, res je pomembno, da veste, od koga knjige berete, ali je ta oseba dosegla najvišje višave zavesti. Ker, kot sem rekel, ko beremo, postanemo eno z avtorjem pač tega, kar je napisal. Tudi ko berete časopis, je to napisal ali Miha, Žiga, Ažbe, Anže, vi se ne samo, da dobite informacijo, ampak se poistovetite z zavestjo, ker on je to napisal, on je dal del sebe noter. Isto tako, če samospoznana oseba da del sebe v poezijo, potem boste dobili del njih. In kaj je del njih? Del njih je neskončen mir, neskončna radost, blaženost in tako naprej. Zdaj bi vam prebral neki aforizmi, neki so poezija v bengalskem jeziku. Bengalski jezik mi je znan že, bom rekel, 30 let, več kot 30 let, odkar sem, še predno sem prišel na pot svojega učitelja, zdaj že 30 let. In bom rekel, da sem poznal, moj učitelj je napisal, se ne boste verjeli, ampak lahko se pozanimate, je napisal čez 16 000 pesmi. 12 000 pesmi v bengalščini in
ene 4000 pesmi v angleščini. In jaz vem, da je bilo obdobje, ko sem poznal ene 800 ali 900 pesmi v bengalščini. Zdaj sem jih kar precej pozabil, ampak vseeno jih poznam enih 400 v bengalščini. Tako da sem, bom rekel, malo tudi poizvedoval po tem jeziku bengalščini, ker sem hotel vedeti, kaj pojem in tako naprej. Tudi med drugim moj zet je Indijec iz Indije, tako da v bistvu, ki se poročil z mojo sestro, je Indijec, tako da občasno si izmenjava pač kakšne indijske jezike in on pač navdušen, kako pač da jaz to Evropejc pač tako vem in tako. No, v glavnem pač zdaj bi vam pač prebral nekaj aforizmov oziroma poezije v bengalskem jeziku. In naj bo to danes za nas meditacija. Poslušajte vibracijo jezika in pa tudi pomen. Kot sem rekel, sem že starček in si moram nadeti očala gor. Prej bo treba malo spucati. Ne uporabljam jih glih pogosto, edino ko berem. Ena dobra vaja, če si hočemo zmanjšati dioptrijo, je stoja na glavi. Jaz to govorim, ampak sam ne prakticiram, tako da bil je čas, ko sem imel dioptrijo, ne vem, dobil sem jo pred 6 leti, ko sem imel 1,5 in sem delal stojo na glavi 2 meseca in se je znižala na 0,5. Tako da stoja na glavi definitivno pomaga. Zdaj, če imate dioptrijo +3 ali +4, ne morete pričakovati ne vem kakšnih rezultatov, ampak definitivno se malo zniža. Ampak stojo na glavi delite samo posvetujte se z učiteljem hatha joge, ne delajte na svoje. Stoja na glavi je v redu za kardiovaskularni sistem, za srce, ampak če imate problem z srcem, potem ni priporočljivo. Tako da posvetujte se s strokovnjaki. Ok, začenjamo v bengalščini in prevod potem v slovenščino. Sam sem prevedel, iz bengalščine sem sam prevedel v slovenščino, tako da, kot sem rekel, slovenščina ni moj materni jezik. Če najdete kakšno slovnično napako, upam, da mi odpustite. Jibon debato doki animeš, kama karo aji more, ogo shumahan jagatirtran, jogi jena shubha bore. Jibon debata doki animeš, kama karo aji more, ogo shumahan jagatirtran, jogi jena shubha bore. Prevod. O najvišji Gospod mojega življenja, nespečno te kličem, da mi danes odpustiš. O velikan, o ti resničnost in odrešitev sveta, naj se popolnoma prebudim v ugodni zori čistosti. আমার জীবন আমার মরণ তোমার চরণ লাগি, আমার জীবন আমার মরণ তোমার চরণ লাগি, moje življenje ter moja smrt so pred tvojimi stopali. Moje življenje ter moja smrt so pred tvojimi stopali. Usha bala elo, dire aji dire, hriddo yoga bire. Počasi, zelo počasi, deviška zarja se prebuja v sami globini mojega stremečega srca. Usha bala elo, dire aji dire, hriddo yoga bire. Počasi, zelo počasi, deviška zarja se prebuja v sami globini mojega stremečega srca.
Gremo naprej. Tumi amai basho balo, ei tuku dao abaš, džiba namar hoiđenago, tomar kripar abaš. Če me imaš rad, te prosim, daj mi majhen znak, samo namigni mi, da me ljubiš, naj moje življenje postane bivališče tvojega sočutja. Tumi amai basho balo, ei tuku dao abaš, džiba namar hoiđenago, tomar kripar abaš. Če me imaš rad, te prosim, daj mi majhen znak, samo namigni mi, da me ljubiš, naj moje življenje postane bivališče tvojega sočutja. Namiche aj ananda plaban, mridur paban pranekare, ananda bahan, bangiche mor shakal bandan, kuliche shabdar, milegeche bieta bar jato andakar, Namiche aj ananda plaban, mridul paban pranekare, ananda bahan, bangiche mor shakal bandan, kuliche shabdar, milegeche bieta bar jato andakar. Danes poplava blaženosti preplavi celotno moje bitje, moje vse. Vsi moji okovi nevednosti so razbiti in zlomljeni. Nič več bolečin v srcu, nič več teme življenja. Tumi pita, tumi mita, tumi shabar prabhu, agat khani parashpare, mora keno tabu. Tumi pita, tumi mita, tumi shabar prabhu, agat khani parashpare, mora keno tabu. Oče vseh si, prijatelj tudi, Gospod si, vendarle, zakaj si dovolimo, da se zatečemo in uživamo v neusmiljenih bojih ter vojskovanjih? Še enkrat v slovenščini ponovim. Oče vseh si, prijatelj tudi, Gospod si, vendarle, zakaj si dovolimo, da se zatečemo in uživamo v neusmiljenih bojih ter vojskovanjih? Upam, da vam je bila poezija, nekaj aforizmov, nekaj poezije, da vam je bilo všeč, da vam je bil bengalski jezik všeč, lahko ste začutili, če ste bili v srcu, ste lahko začutili visoko vibracijo jezika, tudi če niste razumeli, ste nekateri lahko šli v meditacijo in pa tudi pomen je seveda zelo, zelo visok, vzvišen. Tako da za danes bi končali. Želim vam še naprej mirno večer in da morda danes za izjemo greste v posteljo spat brez telefona, brez raznih socialnih omrežij, morda s temi aforizmi. V imenu televizije ETV se vam zahvaljujem in nasvidenje do
prihodnjič.